Danes je tudi dan za spletke. Kaj se je v zadnjem mesecu dogajalo na infodromovih omrežjih, mi bo povedala Katja. Živijo, Max, živijo infodromovci. Dogajalo se je veliko, a med vsemi informacijami ste očitno zelo pogrešali takšne, ki bi vam razložile dogajanje v Ukrajini. Razlagalni prispevek o tem si vas je v enem tednu na YouTube ogledalo več kot 14 000. Ja, zanesljive informacije so res najboljše. Zdaj, ko po spletu kroži veliko stvari tudi o vojni. Ali je informacija resnična, lahko preverimo tako, da najprej temeljito pogledamo, kaj je zapisano in kako. Znak za preplah so velike tiskane črke. Potem pogledamo komentarje, saj morda že kdo kaj napisal o tem, ali je informacija verodostojna. Če kdo posreduje fotografijo, pa smo lahko pozorni tudi na vremenske razmere na njej, na videz mesta in pa pokrajine. Ja. Recimo, če nekdo deli fotko iz Kijeva, pa je na njej puščava, najbrž nekaj ni v redu. Točno. Potem pa je tu še orodje Google Images, s katerim lahko vidimo, kje vse je fotografija že bila objavljena. Ja. Še več o tem, kako prepoznati laž, pa v videu na našem YouTube. Veš, da je ravno pod ta video Anja napisala komentar: "Veliko sem se naučila od vas." Ja, splet niso le zabavni mimi in lažne informacije, ampak se tam skriva tudi zakladnica znanja, kar pa so tudi ugotovili že učenci osnovne šole Šmarje pri Jelšah in Tajda Korče. Preko družbenih omrežij se učim različne jezike, medtem tudi japonščino. Španščino, francoščino ter ruščino. Igrati ukulele. Telovadim preko spleta. No, jaz pa sem se naučila tega. Japonščino se večinoma zaradi pisave učim preko aplikacije Lingodir, drugače pa preko Duolingo. Preko YouTubea, ker se je tudi ena moja prijateljica. Preko družbenih omrežij se učim različne jezike, medtem tudi japonščino. Španščino, francoščino ter ruščino. Igrati ukulele. Telovadim preko spleta. No, jaz pa sem se naučila tega. Japonščino se večinoma zaradi pisave učim preko aplikacije Lingodir, drugače pa preko Duolingo. Preko YouTubea, ker se je tudi ena moja prijateljica tako začela kitaro. Probala sem ponoviti vse, kar je bilo na videih, ampak je bilo to malo težje, zato ker še nisem bila na tem levelu. Ampak pol čez čas, ko sem več in več trenirala, tudi po več ur na dan, je šlo pa skozi lažje. Z začetka tudi sama nisem znala niti mosta, niti špage, ampak torej sem začela v bistvu iz čiste nule. Preko družbenih omrežij se učim približno 2 uri na teden, časih več, časih manj. Najboljše glede tega je, da me noben ne obtožuje, če se zmotim. Najtežje je pa to, da nimaš dejanske razlage, kako ali pa kdaj kaj uporabljati. Kdaj kaj premami, pa gre urca stran ali pa dve, ko scrollaš po tistem zidu. Včasih me prime, da bi nehala, ker vidim druge, kako jim gre dobro, ampak potem v bistvu vsak dan spet pride nova motivacija, zakaj ne bi odnehala. Najbolj pomembno se mi zdi, da v bistvu ustrajaš in tudi če vidiš, da ti ne gre, bo prišel da tudi dober dan, včasih malo slabši, ampak na koncu je vedno najbolj pomembno to, da ustrajaš in da ne odnehaš, tudi ko je najtežje. A si tudi ti kdaj razmišljala, da bi druge učila svojih spretnosti preko družbenih omrežij? Sem, ja. A poskusiva? Ja, lahko. Kaj pa? Lahko most za začetek. Ok. Damo noge takole in se uležemo na tla, roke zraven glave in se samo potisneš navzdol. Poskusite tudi vi in pošljite svojo sliko na Instagram Infodroma.